V galeriji Kurna smo odprli samostojno slikarsko razstavo mlade umetnice, mlade slikarke Neže Perovšek z naslovom Gesture of Moral Support. Gre za prvo njeno samostojno razstavo v galeriji Kurna. Na razstavi je 17 del, velikih formatov, srednjih formatov in malih formatov. Nastala so med letom 21 in 24, predvsem v zadnjih 2 letih. Gre za olje na platnu. Odločitev, zakaj jo povabimo, da razstavlja, je bila predvsem, ker so njena dela najmočnejše podprla neko idejo, ki sem jo zaznal v zadnjem letu pa pol. In sicer, da se je v sodobno slikarstvo začela vračati abstrakcija. Zdaj, kakšna je ta abstrakcija? Jaz sem odrastel v 70., 80. letih, ko je prevladovala seveda modernistična abstrakcija. Ta abstrakcija, ki pa nastane danes, je pa drugačna. Na nek način, kot bi bila osvobojena modernizma, tudi umetniki, ki jo na nek način uvajajo v svoja dela, to ne imenujejo abstrakcija, ampak govorijo o nekem abstrahiranju. Zato sem jaz uporabil en oksimoron in sem to smer ali pa to likovno umetnost, ki danes nastaja, poimenoval abstraktni realizem. Gesta moralne podpore predstavlja do sedaj največjo razstavo umetnice Neže Perovšek. Gre zagotovo tudi za njeno najbolj izčiščeno razstavo, ki uporablja neko določeno estetiko. Ta določena estetika, mogoče začnemo kar s tem, da pogledamo to, kar je vidno. Vidne so barve, ki so komplementarne, pretežno sicer modri toni, in gre za neke fragmentirane fasete, ki se gibljajo po površini. To je to, kar lahko zelo nekako objektivno vidimo na teh delih. Opažamo tudi neke reze, ploskve, kvadrate, ki pričajo o tem, da so v bistvu te podobe od nekje vzete, da je nekaj za njimi, da je nekaj v ozadju, da gre pravzaprav za nek ustvarjalni proces. Na tem mestu se zagotovo lahko vprašamo, za kakšno umetnico gre, in lahko pridemo do zaključkov, da je nekje med likovno in vizualno umetnostjo. Njeni začetki so izrazito vizualni pravzaprav in izhajajo iz neke postinternetne, postmedijske estetike, kjer se prepletajo različni izrazi, predvsem pa podobe, ki izhajajo iz različnih izvorov. Sama slikarska dela sicer delujejo abstraktno, nas spominjajo na prakse iz 20. stoletja. Razlika je pa zagotovo ta, da ne gre za to medijsko čistost, da ne gre za te atome visokega modernizma, ko se proba ustvariti pravzaprav sliko kot sliko, slika, ki ni aluzivna, slika, ki ne govori, ki ne prikazuje, ki ne upodablja. V njenem primeru pa pravzaprav gre za neke podobe, ki so zasidrane v današnjem času. Govorimo o najdenih podobah, o revnih podobah, podobah nizke ločljivosti, ki se prevajajo, ki se sestavljajo, ki razpadajo, ki se apropriirajo in se sestavljajo v neko novo celoto. Umetnica to počne na način, da te podobe zbira, kopiči, tudi fotografira, ima nek svoj arhiv vizualnih materialov. Potem pa, preden se zgodi ta slikarski akt oziroma to delo slikanja, se te ideje definirajo in ustvarjajo na računalniku v obliki digitalnih kolažov. Tukaj zagotovo vidimo neke odklone praks, ki jih pogosto poznamo. In to je v bistvu to, da slika postane izvedba, slika postane skorajda ročna izdelava te ideje, ki pa se je manifestirala že v digitalni obliki. Gre za izrazito medijsko slikarstvo, vplive revnih najdenih podob, gre za posnetke s telefoni
In to lahko opazimo prav res v tem, da se te podobe v današnjem času konstantno proizvajajo. Lahko bi rekli, da gre celo za nekakšno inflacijo podob, ki jih konstantno konzumiramo preko telefonov, to se pravi gre za drsenje, gre za scrollanje, za gledanje teh podob. V primeru Neže Perovšek pa je tako, kot da bi ta moment tega neprestanega toka zamrznili oziroma ustavili in v tem se prav res odpre ta trenutek refleksije oziroma tega razmisleka, kaj gledamo in kakšna je prav res današnja resničnost. To, kar je mene najbolj prevzelo ali pa fasciniralo pri delu Neže Perovšek, je to, iz česa ona izhaja. Ko sem videl originale fotografij ali pa del, ki jih ona poišče na internetu oziroma ki se pri njej zaustavijo oziroma ki jih ona izbere, ker se ji zdijo na nek način, jo nagovorijo ali kakorkoli, pa se ji zdijo zanimiva. In potem te podobe, gre za fotografije, zloži v Photoshop in jih tam začne obdelovati. Zdaj, prva razlika med njo in podobnim principom dela drugih umetnikov je v tem, da ostali umetniki na nek način kolažirajo te podobe, medtem ko ona jih preoblikuje. Se pravi, neka morfing se zgodi, neka predelava, spremeni barve, spremeni formo do neprepoznavnih oblik. In zanimivo je vprašanje, kje se pravzaprav ona ustavi, na kateri točki so stvari že tako daleč abstrahirane, tako daleč od originala, da za njo predstavljajo konec. Potem, ko ona zaključi to podobo v Photoshopu, jo projicira na črno platno, boji se belega platna, mogoče zaradi vse zgodovine, likovne zgodovine, ki bi jo ob vsaki potezi na nek način jo opominjala. Tako da štarta iz črne podobe, plus to, da tudi črna omogoča barvam drugačno žarenje. Tako da to je tudi en tak zanimiv sprememba, ki jo ona uporablja v svojem delu. In potem na nek način se loti samo čim bolj natančne preslikave, izvedbe in pa čim bolj natančnega izrisa tistega, kar je pač nastalo v samem računalniku. Se pravi, kreativni del je v večji meri se zgodi v samem procesu nastajanja pa modeliranja v računalniku, potem pač zahteva nek spreten in obrtna znanja, da potem to čim bolj natančno lahko prenese na slikarsko platno. Slike na tej razstavi so kot neka kontinuacija del, ki sem jih razstavila v galeriji Simulacr. Tudi proces nastajanja je relativno podoben starim delom, s tem, da za razliko od njih je podoba v novejših delih veliko bolj razčlenjena, veliko več se na površini dogaja, kljub temu pa sama površina ostaja precej ploska. V novejših delih je veliko več globine oziroma iluzije globine, tudi barvno je bolj razčlenjena, več je nekih subtilnih nians. Hkrati pa je v novejših delih tudi večja razlika v formatih. Prejšnja dela so bila po večini velika, medtem ko na tej razstavi pa obstaja nek tok, nek ritem velikih, manjših del, ki se ena druge dopolnjujejo. Manjša dela so načeloma zelo podobna velikim, le da gre za nek izrez večjih podob, večjih skic. Še vedno te originalne fotografije, ki jih uporabljam, prizarjajo neke naravne pojave ali pa človekov poseg v naravo, z razliko, da mogoče v novejših delih veliko več bolj posegam v same podobe, tako da je več recimo avtorskih gest znotraj same podobe, malenkost manj je naključij. Kljub temu, da so viri fotografije nekih resničnih snovnih stvari,
skozi proces obdelave, skozi manipulacijo pride do nekega premika v precej neprepoznavne oblike in to mi je tudi pomembno, da nekako se te originalni liki izgubijo svoj kontekst, ker zelo hitro lahko imajo neko simboliko, ki pa jo jaz skozi proces nekako uničujem. Njene razmišljanja so pravzaprav zelo blizu slikarstvu, ki ga v našem prostoru dobro poznamo, za postmedijsko, postinternetno slikarstvo, ki pa je do nedavnega temeljilo predvsem na tem, da je šlo za neke mimetične podobe, za neke razpoznavne podobe, pogosto posnetki, fotografiji, izseki iz filmov, revij in podobnega. To je prav šlo za neko zelo prepoznavno formo ali pa prepoznaven motiv. Te motivi v njenem primeru delujejo kot nek vzorc oziroma kot nek material, odblesk ali pa nekakšna glič estetika. In to je zagotovo neka velika razlika znotraj teh procesov. Mogoče se lahko tukaj tudi spregovori še o Hito Steyerl in njenemu besedilu V bran revni podobi, saj je pravzaprav to del materije, iz katere umetnica izhaja. Pred 10, 15, 20 leti so te revne podobe bile zelo omejene, kar se tiče hitrosti, ki jo takrat omogočil internet in same procesorske moči računalnikov. Ker naenkrat ta revna podoba ni več revna na račun kvalitete, še zlasti pa je postalo zelo značilno za umetniške prakse, da se poslužujejo tovrstnih motivov in da se dogajajo te medijski prenosi pravzaprav v obratno smer, da se zgodi visoko resolucijska materialna izvedba. Celo zanimivo je na nek način, da ta tehnična reprodukcija, o kateri smo pogosto govorili včasih, postane danes ročna reprodukcija, da se te podobe oziroma te motive prenese na slikarsko platno oziroma druge podobne nosilce. Za Nežo Perovšek je zanimivo pač to, da, tako kot sem prej rekel, da ne izhaja, njena abstrakcija ne izhaja iz modernizma, ampak je to že čas tako imenovane, po moje, digitalne dobe, se pravi, imamo digitalne podobe, ki zgenerirajo to interes in pa pač tudi ustvarjalni način ali pa idejo izražanja, in se mi zdi, da je tle ena izmed teh inovacij, te abstrakcije, ki na nek način ni obremenjena več z modernističnim kodom, z modernistično izkušnjo, ki so jo imeli pač, s katero pač je bila mogoče obremenjena prejšnja generacija, ki je ustvarjala. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je uporaba naslovov. Ena stvar je, ki takoj zbode oči, je, da so vsi naslovi v angleščini. Se mi zdi, da te nove generacije mlajših ustvarjalcev uporabljajo angleščino zaradi tega, ker jim je lažje emocionalno se izraziti, kakor pač z uporabo slovenščine. Zdaj, pri Neži Perovšek je lahko tudi en obrat, zaradi tega, ker pač ona posluša glasbo in razne citate, ki jih najde, in jih potem pač si jih zapisuje in potem pač te citate na nek način išče pač odgovor v slikah, in jih potem pač na ta način podeli. Razumeti je treba te naslove še v drugi funkciji. Če je bil modernističen način imenovanja slik dostikrat, da so bile številke 1, 2, 3, 4, 5, pač glede na cikl, ali pa mogoče celo še bolj radikalno brez naslova, so naslovi pri slikah Neže Perovšek važni zaradi tega, ker ne da bi hoteli razlagati, ne delujejo razlagalno, ampak poskušajo vzpostaviti neko atmosfero, neko ost, nek obrat, mentalni obrat, ki nas pripravi, da lahko pač potem vizualno
začnemo raziskovati pač njeno delo. S tem na nek način provokativnim naslovom pravzaprav priprav, da začnemo razmišljati o tem, kako čutimo ali pa kako bi lahko začutili to sliko tudi skozi ta tekst. In je to neke vrste vstopna točka za pravzaprav razmišljanje o njenih delih. In za konec bi rekel, če bi me nekdo vprašal, kakšno je sodobno slikarstvo, bi rekel, poglejte dela Neže Perovšek zdaj.